V prvi vrsti bi se rad zahvalil vsem članom, ki so podali svoj glas za mojo kandidaturo in za izvolitev predsednika. Imel posebno veselje in čast biti predsednik tako eminentne druščine, slovenskega gospodarstva, samega strokovnega kadra na zbornici za vsa do sedaj narejena dela, aktivnosti, ki jih zbornica postavlja v preteklosti in seveda tudi za vse, kar izvaja tekoče. Vsekakor bo velik izziv reševanje gospodarstva po pandemiji COVID-19 z nadaljevanjem vseh ukrepov, ki so že bili sprejeti, z modifikacijo le-teh, z uvedbo morda kakšnih novih ukrepov. Danes ne vemo prav gotovo, kakšno je stanje gospodarstva v tej pandemiji, kaj bo potem, ko bodo ukrepi nehali, kaj bo potem, ko bo moratorij na dolgove, ko bojo poroštvene sheme ugasnile, kakšno bo stanje, realno stanje gospodarstva, ne glede na to, da so ohrabrujoči podatki v prvih mesecih letošnjega leta, ki nakazujejo okrevanje in seveda, vkolikor pandemija ne bo imela daljših posledic v tem letu, smo lahko optimistični. Velik izziv predstavlja zeleni prehod. Evropa je sprejela relativno stroge ukrepe. Cilji, ki so postavljeni, so velik izziv za slovensko gospodarstvo, za nekatere panoge, ki so energetsko intenzivne, še posebej velik izziv. Tukaj bomo seveda vplivali na to, da bi posledice, ki jih ta prehod prinaša, bile primerljive z konkurenčnimi gospodarstvi, ki podnebne nevtralnosti ne danes, ne v prihodnje ne bodo dosegli. Mislim predvsem na Daljni vzhod, na ameriško gospodarstvo, Indijo in ostale, ki konkurirajo našim podjetjem na evropskem in na drugih tržiščih in seveda niso obremenjeni z tistimi dajatvami, ki jih naša podjetja in evropska podjetja nosijo s sabo. Poleg tega so kratkoročni cilji, ki jih želimo v tem letu doseči, so na razbremenitvi davčnih bremen, na uvedbi razvojne kapice, na poenostavitvi postopkov, ki otežujejo nova vlaganja, prihod novih investitorjev v našo deželo ali pa tudi vlaganj obstoječih domačih investitorjev. Tukaj je veliko za postoriti. Mi smo v zadnjih 30 letih 10-krat povečali število predpisov in zakonov, ki obremenjujejo delovanje poslovnih subjektov. Če vsako leto za nekaj odstotkov znižamo te predpise, zmanjšamo, bo seveda to pomenilo dodaten impuls za gospodarstvo. Med dolgoročnimi cilji je prav gotovo digitalizacija. Velika vlaganja v razvojno-raziskovalno sfero inovacije so tisti predpogoj, da mi dosežemo želeno raven dodane vrednosti zaposlenega, kjer danes zaostajamo za približno 28% za cilji, ki so postavljeni do leta 2025. Danes vemo, da slovenska ekonomija v povprečju dosega 44.500 evrov na zaposlenega, kar je seveda bistveno premalo, zato da bi lahko rekli, da se približujemo državi nekega socialnega in pa vsesplošnega blagostanja, kar je vsekakor eden izmed dolgoročnih ciljev, ki jih lahko zbornica za svojim delovanjem, svojim znanjem, za svojimi člani, z vpetostjo v regijske zbornice, v panožna združenja in pa z vsemi svetovalnimi telesi seveda pomaga podpreti, da dosežemo cilj, da bo Slovenija med najuspešnejšimi državami dolgoročno gledano v vseh ozirih, da bo vitka, zelena, zdrava, sposobna, pametna in pa seveda, da bo sledila vsem najvišjim standardom, ki jih zahteva sociala, ki jih zahteva okolje in ki jih zahteva seveda splošno družbeni standard.